Sem na teh knjig. Hvala. Dobar dan, Kaj ste izvodili? Marjetica Magnetova, me veseli tudi mene. Super, super. Hodim še direktorja nekam. Joj, jaz bi šla z veseljem nekam na... Ne, pojte sam eno. Tako. Tole da bo. Ja, Aha, super, da bomo. z veseljem nekam na rob. Tako. Direktor je tu? Se ga ti vidi? Ja, nekaj. Ja. Brez njega se ne sme začeti. Vižgajo, pevci že, super so. Oni pa že ne. Skoraj 2 ure. To bo hud zalogaj, res. Za njih. Za publiko ne bo. Ja, prekinil, zdaj sem po 2 mesecih končal, polovico sem 2 mesecih, tako da zdaj od oktobra naprej do konc decembra. Tiste še bo. Ne gre, ne? Super. Dobar dan, gospa Mahle. Dan, gospod Brlek. Živjo. Pa pol. Tam spodaj. Kakšna mapa, ta moja, verjetno ta moja. Izvolite. Ja. Jaz sem tam še... Spoštovane gospe in gospodje, lep pozdrav na tokratni novinarski konferenci ob 33 slovenskih glasbenih dnevih. Kakšno naključje, a lahko malo manj eha, prosim. 66. festival, poletni in 33. slovenski glasbeni dnevi, torej posebno leto. Izjemno sem vesel, da lahko v naši sredi pozdravim kar nekaj pomembnih gostov. Med prvimi prav gotovo dr. Jerneja Weissa, ki je tudi vodja muzikološkega simpozija. Potem gospo Marjetico Mahne iz Slovenske filharmonije, ki je v tem trenutku vršilka dolžnosti direktorice Slovenske filharmonije, gospoda Nenada Firšta iz Društva slovenskih skladateljev, potem skladateljico, ki je mogoče ena naših najuspešnejših mladih, ne samo skladateljic, ampak tudi skladateljev, Nino Šenk, ki dosega veliko uspehe ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Skladatelja, profesorja magistra Tomaža Sveteta in pa seveda še 2 posebni gostji, kustosinjo današnje razstave, ki jo bomo kasneje odprli, Nelido Nemec, in pa avtorico Miro Ličen-Krmpotič. Dobrodošli vsi skupaj, seveda tudi vi. Kar nekaj stvari je zapovedati, tako programskih, kakor seveda tudi strokovnih, tehnih. Prav gotovo ste opazili na vaših mizah tudi izdajo simpozija lanskih slovenskih glasbenih dnevov in jaz mislim, smo našli mapco, hvala lepa. Jaz bi kar predlagal, da, ker gre za festival, ki je tematsko zelo fokusiran tudi na sam simpozij, da gospod Jernej Weiss prevzame besedo in seveda najprej predstavi simpozij, potem bomo predstavili seveda še dogodke, ki bodo sledili oziroma ki se bodo odvijali od 12. do 19. aprila na različnih lokacijah v Ljubljani in v Mariboru. No,
Hkrati bi pa tudi omenil to, da bomo pa usporedno s tem med 11. in 13. aprilom v Ljubljani gostili Generalno skupščino Evropskega združenja festivalov v Grand Hotelu Union in pa tudi konferenco projekta EFE, torej Europe for Festivals, Festivals for Europe, ki ga je Evropsko združenje festivalov pred, mislim, da 4 leti zasnovalo skupaj z Odborom za kulturo Evropskega parlamenta. Tukaj pričakujemo približno 150 gostov, torej festivalskih direktorjev iz vse Evrope. Na vzporedni konferenci, ki bo pa posvečena kreativnim industrijam in jo organizira Ministrstvo za zunanje zadeve tukaj v Mestnem muzeju, ki bo pa med 10. in 11. pa tudi pričakujemo cel kup visokih predstavnikov Evropske unije, od Tiborja Navračiča, ki je komisar za kulturo, potem pride svetovalec od gospe Mogherini, Diego Marani, ki je sicer Italijan, ki zna tudi nekoliko slovensko, ker je študiral v Trstu, jaz sem ga spoznal v Peterburgu decembra in tako naprej. Tako da v aprilu mesecu se nam obeta en tak izjemno bogat in delovni mesec. No, še to, da ne pozabim, novinarska konferenca o predstavitvi letošnjega poletnega festivala bo 11. aprila ob 11. na Ljubljanskem magistratu. Samo v informacijo, to je torej še ena dodatna dejavnost v aprilu, tako da dolg čas nam ne bo. Zdaj pa, gospod dr. Weiss, prosim. Hvala za besedo. Letošnji glasbeni dnevi bodo bolj ali manj posvečeni operni tematiki, kar je evidentno praktično iz vseh koncertov, ki so v letošnjem sklopu. Zdaj, če sem malce bolj natančen, v ospredju bo 100. obletnica odprtja opere Narodnega gledališča v Ljubljani, torej odprta prve povojne opere na Slovenskem. In v tej luči smo nekako oblikovali seveda tudi tematiko mednarodnega muzikološkega simpozija z naslovom Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju. Na simpoziju bo letos sodelovalo kar 32 referentov iz kar 16 različnih držav, takega števila referentov do zdaj še nismo imeli. In smo seveda zelo ponosni, da nam je uspelo privabiti toliko zvenečih imen, ki bodo gostovala tukaj v Ljubljani. Sicer pa si simpozijom predvsem želimo spodbuditi nekakšno razpravo o najaktualnejši operni problematiki, tako doma, kot seveda tudi dobiti določene reference na njo v tujini. Gre za teme, ki so povezane s personalno, repertoarno politiko, z tabuji, ideologijami, režijskimi pristopi, skratka vsem tistim, kar dela opero pravzaprav zanimivo. Natančen program samega muzikološkega simpozija je kot vedno dostopen v knjižici povzetkov, ki jo seveda lahko tudi dobite in si preberete, kakšni bodo natančni referati teh zelo zanimivih simpozistov. Sicer pa smo, kot je omenil že direktor, v povezavi z založbo Univerze na Primorskem izdali spet nov del zbirke monografije, ki je seveda nekakšen skupek referatov z lanskega simpozija. Knjiga se imenuje, oziroma zbirka se imenuje Studia musicologica Labacenzia in veseli smo, da je v njej nekaj res izjemnih prispevkov. Sama monografija je na voljo tako v tiskani kot tudi v elektronski obliki in bo seveda kot celej posredovana vsem tistim najpomembnejšim glasbenim zbirkam, knjižnicam, muzikološkim oddelkom v tujini. Že lanic smo prvič poslali to monografijo različnim institucijam in odziv je bil zelo dober.
Sicer pa, če smem še na kratko spregovoriti o koncertnem in drugem dogajanju tokratnih glasbenih dnevov kot nekdo, ki nekoliko bdi nad tem celotnim programskim konceptom. Zdaj, letošnji glasbeni dnevi so, kot je omenil že gospod Brlek, precej velikopotezni, kar potrjujeta pravzaprav dve premieri. Sploh prvič na slovenskih glasbenih dnevih sodelujeta obe nacionalni operni hiši skupaj. Najprej bomo priča baletnemu triptihu v SNG Ljubljana kot nekakšnemu otvoritvenemu koncertu in na to bo sledila seveda še koncertna praizvedba nove slovenske opere z naslovom Antigona Tomaža Sveteta, ki bo potem spregovoril kaj več o samem delu. Sicer pa nikakor ne gre prezreti niti polscenske izvedbe Osterčeve opere iz komične opere v SNG Maribor. To je opera, ki bo pravzaprav doživela prvo izvedbo po več kot 90 letih od premiere. In gotovo gre za eno izmed tistih del, ki so poleg opere Crux Credo, ki je bila mimogrede ravno tako leta 1995 izvedena v okviru glasbenih dnevov, gre za eno tistih poglavitnih Osterčevih del. Seveda pa velja omeniti tudi vrsto drugih z opero povezanih dogodkov, kot na primer koncert posvečen enemu največjih čeških dirigentov vseh časov, Václavu Talichu, ki je pred vojno dirigiral tudi znotraj slovenskega deželnega gledališča nekaj izjemnih predstav nanizal kot dirigent tega gledališča, skratka spet operna tematika nekako tudi v sklopu tega koncerta. In prav Talih je tisti, ki je gotovo najbolj zaslužen, da so leta 1908 ustanovili novo slovensko filharmonijo. Kot 25-letni mladenič je gostoval v Ljubljani in pravzaprav iz nič formiral orkester, ki je potem dejansko v 5 letih delovanja nanizal nekaj izjemnih koncertov. Seveda jim ni bilo lahko, morali so dirigirati, kot vemo, v dvorani hotela Union in sicer večkrat ob pogrnjenih mizah, da so lahko pravzaprav preživeli in se financirali. Skratka, in spominu na tega izjemnega češkega dirigenta, ki je osnoval slovensko filharmonijo, bo seveda nekako posvečeno tudi odkritje Talihovega spominskega obeležja pred dvorano hotela Union, torej pred dvorano, kjer so bili običajno koncerti slovenske filharmonije. Mednarodno bo gotovo izjemno odmeval koncert del zgodnje baročnega skladatelja Izaka Poša, na slovenskem delujočega skladatelja. Koncert prirejamo na Gradu, in sicer za udeležence Mednarodnega združenja evropskih festivalov, in sicer bodo zazvenela dela iz Poševe zbirke, ki jo je napisal v Ljubljani oziroma dokončal v Ljubljani pred natanko 400 leti, se pravi leta 1618. Zbirka se imenuje Veselo glasbeno slavje in ji bo mogoče pravzaprav na tem koncertu na Gradu prisluhniti neki avtentični preobleki, skratka z avtentično glasbo, plesi in celo kostumi. Skratka, preselili se bomo nekje v začetek 17. stoletja, ko je na evropskih dvorih, kot vemo, nekako kraljevala tako imenovana Tafelmusik, priobedna glasba, in zelo zanimivo bo slišati ta koncert Poševe glasbe. Poša sicer zelo redko slišimo na koncertnih prizoriščih. Seveda pa je potrebno kot celej omeniti tudi več slovenskih novitet, na kar smo posebej ponosni, in sicer na koncertih Društva slovenskih skladateljev v sodelovanju z Nočjo slovenskih skladateljev in koncertnim ateljejem. Gotovo je prav ta izvedba slovenskih novitet eno izmed poslanstev slovenskih glasbenih dnevov.
Omeniti pa velja vsekakor tudi koncert posvečen Milanu Stibilju. Želeli smo se oddolžiti enemu izmed ustanoviteljev glasbenih dnevov in zato se seveda zelo veselimo tega koncerta v Slovenski filharmoniji. Izpostaviti pa velja tudi dve razstavi. Prvo v Univerzitetni knjižnici Maribor, ki bo posvečena pozabljeni slovenski primadoni Valeriji Hejbal, in drugo v hotelu Union, ki bo posvečena že omenjenemu Václavu Talihu. Skratka, letos imamo zares bogat program, kar 8 celovečernih koncertov, muzikološki simpozij z izjemno udeležbo in 3 spremljevalne prireditve, med drugim, kot rečeno, tudi odkritje kipa Václavu Talihu, in lahko rečem, da tako obsežnega programa mislim, da do zdaj še nismo imeli. Hvala. Hvala lepa za tole izčrpno predstavitev. Zdaj bi pa jaz kar mogoče prosil gospoda Sveteta, da predstavi svoje delo. Prosim. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni. Mislim, da je odveč predstavljati Antigono, kultno dramo jugoslovanske dramatike 60 let Dominika Smoleta. Libreto Jurija Sovčka zvesto sledi tej drami. Ta drama zastopnika ontološkega nadrealizma je v svoji biti še humanistična. To je verjetno tudi razlog, da me je ta drama nagovorila. V Krstu pri Savici, naslednji drami Dominika Smoleta, pa Dominik Smole že zaide v pesimizem in v nihilizem. Dve stvari sta se mi zdeli zelo pomembni pri tej celotni zadevi, pri tej celotni tematiki drame. In sicer najprej imamo lik Antigone. Lik Antigone je nosilec moralno-etične obveze pokopati svojega brata. Ampak ne pokopati brata iz ljubezni, temveč bolj slediti moralno-etičnim normam. Torej Antigona zastopnik nekega višjega, torej nadrealnega sveta. Seveda pa Antigona s tem avtomatično pride v konflikt z družbo, ki si želi konformizma in seveda mirnega življenja naprej in se torej bori s tem proti družbenim normam. In družba je na koncu seveda tudi izloči. In to jaz osebno vidim, nek sindrom ali pa nek pojav, obredni, ritualno žrtvovanje grešnega kozla. Ta grešni kozel v tej zgodbi je Antigona in grešnega kozla je treba žrtvovati zato, da malomeščanska, konformistično usmerjena družba še naprej živi v miru. Stvar, ki se me je danes utrnila ob poslušanju vaje s pevci, to je bila prva vaja s pevci, ki je bila že presenetljivo doživeta, in sicer vprašanje sprave. Poleg neke tihe kritike režima, takratnega režima 60 let, zaslutimo v tej drami tudi problem slovenske sprave, nepokopanih trupel. In seveda je moje mnenje takšno, da so ta trupla pač že precej stara, 70-80 let, kakorkoli že so, in da nima smisla mogoče več izkopavati trupla, ampak mora bi priti do sprave na nekem duhovnem nivoju, ne v smislu neke politične ali kulturno-politične manipulacije. In seveda še ena osebna misel zraven, bolj se bojim teh trupel na duhovnem, abstraktnem nivoju, ki nastajajo dan današnji. In ta trupla bi morali odstraniti, oziroma pogoje za ustvarjanje teh trupel. V tem smislu bi morali Slovenci doseči spravo, da bi se ta izjemno talentiran narod končno združil, da bi združil svoje moči, ker je to narod, ki je v svetovnih merilih vreden vsega občudovanja. In največji sovražnik smo seveda mi sami sebi. In tako tudi reče Kreon, jaz sem sebi največji sovražnik. Kajti tisto, kar je zanimivo, v tej drami Smoleta, to je mogoče edinstvena drama na svetu, kjer Antigone kot nosilke naslovne vloge ni. Antigona živi sam v epskih pripovedovanjih, pač pa v smislu 20. in 21. stoletja, obdobja grozljivih vojn, dehumanizacije, pridobi na vlogi Kreon. Kreon kot neke vrste, lahko ga označimo kot nesrečni diktator. In Kreon je zares razdvojen.
Razdvojen med ljubeznijo do svojih dveh nečakinj, do Ismene, do Antigone in hkrati do tega, da mora vendar vladati in da mora seveda omogočiti red in tistega grešnega kozla, to je Antigona, izločiti. Kako je ta opera Antigona sploh nastajala? V južnoslovanski in vzhodnoslovanski dramatiki igra mit Antigone pomembno vlogo. In sicer se je ta mit Antigone seveda vzoroval pri Sofokleju, kar je jasno, pa seveda tudi pri Anuiju in pri Brechtu in celo pri Hasencleverju. Smoletova Antigona je najbliže podlegla nekemu vplivu Anuija. Kot rečeno, kot se pri takih močnih tekstih dogaja, pričela opera pisati sama od sebe, glede na naš seveda kulturni sindrom, da ni začrtane politike kulturne, pa če tudi je, ta obstaja na papirju, predvsem pa ni volje, da bi se to sprovedlo in da bi končno dosegli vsaj nivo 20 let prejšnjega stoletja, ko so bile izvedbe slovenskih novih del, predvsem opernih, na prvem mestu. Citiram Mirka Poliča in poglejmo si njegove programe. Vse to je seveda zgodovinsko dokazljivo. In seveda zato ni čudno, da je ta opera potem nekje na polovici zastala, da mi je pero zastalo in da se lotil drugih del. Ta opera je 8. po vrsti. Interesa strani tistih, ki bi morali to izvajati, to sta 2 nacionalna teatra, ni bilo. In potem seveda pridemo do vloge korektiva, ki bi želel še omeniti, preden svoja podajanja zaključim. Kaj sem hotel s tem povedati, korektivna vloga? Komunizem, kakšenkoli že bil, kakršnikoli obliki, naš komunizem je poznal nacionalni interes. In umetniki so bili visoko spoštovane osebe, kar danes seveda več niso, ker so pač dobili vlogo samo blaga ali tržne prednosti. Ta nacionalni interes je logično pričel izginjati v tem času, ko smo seveda tudi spremenili družbeni sistem. In korektivno vlogo, ki je komunizem, kljub seveda tudi cenzuri in negativni vlogi, ki je imel, ki je izginil, korektivno vlogo so pričele logično prevzemati nekatere inštitucije, sicer bi naša kultura propadla in mi kot narod tudi ne bi več imeli narodne identitete. In katere so te inštitucije? Te inštitucije so na vsak način tu in tam in pa zmeraj in cel čas nacionalna inštitucija, pomeni nacionalni radio, radiotelevizija tudi. In v tem smislu je tudi radio nacionalni in njegovo uredništvo je botrovalo tej izvedbi Antigone. Na drugi strani pa imamo seveda tudi še en korektivni element, to je inštitucija, festival in seveda Slovenski glasbeni dnevi. Slovenski glasbeni dnevi, že 33. po vrsti, so bili ustanovljeni takrat zato, da nekako dobi slovenska glasbena kultura svoje mesto na zemljevidu Evrope. To ga je seveda tudi dobila. Mi smo imeli cel čas takrat v začetku, v prvih letih izvedbe, tuji muzikologi so morali sem prihajati, pa ne samo jesti in piti, ampak so pisali tudi lepe kritike v tuje časopise in končno so zaznali tudi, da slovenska glasba obstaja, da imamo izjemno pomembne nadarjene ustvarjalce. Ob vsem tem, kar se tu dogaja, da imamo mi recimo mlade skladatelje, ki so svetovno znani, svetovno uveljavljeni, pa seveda tudi pomembne starejše skladatelje, srednje generacije, da imamo neko bogatstvo, ki bi ga nam marsikateri večji narod zavidal. Ob vsem tem bi morala seveda uradna politika svojo držo spremeniti. Jaz se pa še enkrat na tem mestu torej zahvaljujem tako Slovenskemu radiju, ki je od začetka botroval tej izvedbi Antigone, ki je soorganizator, in seveda Slovenskim glasbenim dnevom, profesorju Jerneju Weissu, ki je s svojim strokovnim znanjem pa tudi z lucidnostjo znal prepoznati pomen tega dela, ne svojega kolega skladatelja, ampak pomen za slovensko kulturo in mesto, ki ga mora imeti v slovenski kulturi, ki ima vsak kamenček v mozaiku, mora biti na svojem mestu. Sicer se ta kultura sesuje sama v sebi in seveda vodstvo festivalu in direktorju Darku Brleku. Hvala lepa. Hvala lepa za tole predstavitev. Vsi se veselimo premiere. No, ko ste glih omenili nacionalno kulturno politiko, naj povem, da je
država prepoznala pomembnost slovenskih glasbenih dnevov v višini 18.000 evrov, kaj to pove, si lahko sami mislite. Ostalo pa seveda financiramo iz lastnih in pa sredstev mestne občine Ljubljana, ki ima tukaj več posluha. Tako da so ti dnevi potem takšni, kot bodo bili tudi izvedeni. Zdaj pa gremo naprej. Gospod Nenad Firšt, Noč slovenskih skladateljev, tudi član odbora slovenskih glasbenih dnevov, prosim. Hvala lepa. Lepo pozdravljam v imenu Društva slovenskih skladateljev, ki ima to priložnost, da že vrsto let sodeluje kot eden od prirediteljev sporedov slovenskih glasbenih dnevov. In tako se tudi na teh že odraslih slovenskih glasbenih dnevih predstavljamo s dvema sporedoma. Eden je Noč slovenskih skladateljev, drugi je pa koncertni atelje, ki ga bo predstavila kolegica Nina Šenk. Seveda smo veseli vseh dogodkov, vseh pomembnih dogodkov, veseli smo tega sodelovanja, ki je zdaj že zares odlično in tradicionalno. Veseli smo tudi nove opere našega izjemnega člana in našega Kozinovega nagrajenca Tomaža Sveteta. Torej, Noč slovenskih skladateljev, ki se bo odvila 14. aprila, je tradicionalna nekako akcija Društva slovenskih skladateljev iz začetka 90-ih let. Vsakič znova se ta dogodek odvija na nekoliko drugačen način, predvsem so v ospredju različne zasedbe, za katere pišejo novitete skladatelji vseh generacij. In prav vse skladbe tudi na tej noči bodo izvedene krstno. S to akcijo smo se pridružili na prejšnjih slovenskih glasbenih dnevih ravno v tem prostoru z obsežnejšim koncertom skladb za violino in klavir ter violo in klavir. No, letos smo se odločili za predstavitev samih novonastalih skladb za klavir solo. Ob tem sodelujemo z prav zares uglednimi koncertnimi pianisti, to so Beata Ilona Barča, Klemen Golner in Aleksandar Serdar. Kar nekaj skladateljev bo pa samo zaigralo svoje skladbe, to so Igor Dekleva, Tina Mavko, Pavel Mihajčič in Žiga Stanič. Torej gre za ravno tako uspešne skladatelje, ki so bodisi velik del svojega življenja posvečali koncertnemu igranju klavira ali pa občasno nastopajo tudi kot pianisti. Torej, na sporedu bodo skladbe Igorja Dekleve, Bojana Glavine, Petra Kopača, Matija Marčine, Tine Mavko, Pavla Mihelčiča, Urške Orešič, Ljuba Rančigaja, Uroša Rojka, Žige Staniča, Igorja Štokeca in Slavka Šuklarja. Kot vidite iz teh podatkov, torej ta imena zares prikazujejo nekako širok lok slovenskih ustvarjalcev. Ponosni smo na Društvo slovenskih skladateljev, da prav v vsaki generaciji imamo še vedno ustvarjalne, uspešne in inventivne člane. Zaključil bi s tem in še enkrat se zahvalo za to odlično sodelovanje tako dr. Vajsu kot vodstvu Ljubljanskega festivala in veselimo se tudi vseh prihodnjih skupnih akcij. Ob tem zares bogatem in inovativnem sporedu pa se že vnaprej veselimo vseh dogodkov. Hvala. Hvala lepa. Nina, prosim. Lepo pozdravljeni. Koncertni atelje Društva slovenskih skladateljev se tudi že vrsto let pridružuje slovenskim glasbenim dnevom. Jaz sem tudi vesela, da sedaj mislim, da že 4. leto sestavljam program in še vedno se držim istega formata kot prejšnja leta in moram reči, da je zelo uspešen. Pridobili smo ogromno publike, tudi kritike koncertov so zelo dobre. Format koncertov, kateremu sledim na
koncertnem ateljeju, je predvsem to, da poleg slovenskih novitet, novih skladb, ki jih napišejo, poiščemo tudi starejše slovenske skladbe, ki so morda bile že pozabljene, najdemo ogromno starih rokopisov, ki je pri kakih skladateljih ali izvajalcih doma in potem te note tudi založimo na društvu. Ob slovenski ustvarjalnosti pa vedno rada na program postavim še kako tehtno delo iz svetovne literature, če se le da proti koncu 20. stoletja ali celo začetka 21. ali pa eno res, recimo temu skorda del, ki so v zadnjih stoletjih nekako oblikovala tudi razmišljanje in poti skladateljevanja. V ponedeljek 26. aprila se bo predstavila na koncertu Nina Prešiček na klavirju. Zelo me veseli, da bo tokrat ob klavirju tudi elektronika, pri eni skladbi v živo elektronika, pri drugi skladbi bo elektronika kot samo spremljevalni trak, se pravi že postavljena kulisa. Za spremembo bo koncert v mini teatru. Mislim, da tam še nismo imeli koncerta, tako da to bo tudi zanimivo. Na sporedu imamo pa, kot sem že rekla, dve noviteti. To je noviteta Gregorja Pirša, ki bo za klavir in elektroniko, in noviteta Larise Vrhunc, ki je napisana samo za klavir. Ob tem bo izvedena tudi ena moja starejša skladba, ki si jo je izbrala Nina Prešiček. Ta skladba je bila leta 2006 izvedena na festivalu Kasseler Musiktage v Nemčiji in od takrat v bistvu še ni imela izvedbe v Sloveniji, tako da sem vesela, da bomo na ta način imeli tudi slovensko premiero. Od tujih skladateljev bosta na sporedu Stockhausen s klavirsko skladbo 9 in Luigi Nono, pač tu tudi ni treba posebej razlagati zakaj. Je pa mogoče še zanimivost ta, da je na programu uvrščena sonata iz leta 1974 skladatelja Igorja Štuheca. Prej je pa Nenad Firšt omenil, bo pa na Noči slovenskih skladateljev se pa v bistvu tudi predstavil Igor Štuhec z novo sonato. Se pravi, bomo na istem festivalu videli, kaj pomeni razvoj skladatelja in v bistvu par desetletij razlike in kako zvenijo sonate takrat in danes. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, zanimivo bo. In zaključimo Slovensko filharmonijo s koncertom posvečenim Václavu Talichu. Gospa Mahna, izvolite. Hvala. Slovenska filharmonija je kot vrhunska oziroma najuglednejša nacionalna glasbena institucija z ustanovitvenim aktom zavezana k spodbujanju slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Poudarjam, da to ni samo zaveza in da tako člani orkestra kot zbora Slovenske filharmonije, da so to poslanstvo ponotranjili in seveda temu sledi tudi vodstvo. Oba ansambla črpata iz zakladnice slovenske glasbene literature, sodelujeta s slovenskimi dirigenti in solisti. In v tej vlogi kot partner Ljubljana festivala Slovenska filharmonija z veseljem in počaščena sodeluje na slovenskih glasbenih dnevih tudi letos, in sicer z zaključnim koncertom 19. aprila s koncertom v poklon Václavu Talichu, ki je leta 1908, torej pred 110 leti, kot kapelnik prevzel društveno godbo tedanjo in jo povzdignil v prvo slovensko filharmonijo, predhodnico današnje filharmonije. Torej, s tem koncertom, omažem Václavu Talichu, bo orkester Slovenske filharmonije izvedel dela slovenskih skladateljev Janeza Krstnika Novaka, Kamila Maška, Antona Lajovica, Viktorja Parme. Poleg tega pa tudi dela Antonina Dvoržaka in Bedriha Smetane. Hvala lepa. No,
Jaz mislim, da smo bili dovolj izčrpni, oziroma upam, da smo bili dovolj izčrpni s predstavitvijo programa 33 slovenskih glasbenih dnevov. So pred nadaljevanjem, ko bomo odprli razstavo oziroma še prej slišali nagovor kustosinje doktorice Nelide Nemec, kakšno vprašanja v zvezi s slovenskimi glasbenimi dnevi. Mogoče povem še to, da seveda je vse že na spletu, da so tudi vstopnice za nekatere koncerte, ki so v prodaji, tudi že v prodaji, da vsi tisti, ki imate pravico do akreditacije, dajte to storiti pri Živi Štajner in Sanji Kejžar, ki bosta te stvari z veseljem za vas uredili. In če drugače ne bo, potem se vidimo 12. aprila na otvoritvi v Ljubljanski operi ob 19:30. Zdaj pa mi dovolite, da povabim k besedi na oder Nelido Nemec. Prosim. Hvala. Še sklepni del. Spoštovani, danes Viteška dvorana žari v harmoniji barv, ki jih na slikarsko platno lahko prenese samo umetnik, umetnica, ki to zlitje, vibriranje, drhtenje in žarčenje sam tudi globoko občuti. Piranska umetnica Mira Ličen Krmpotič nas zlahka popelje tja, kjer dišita rožmarin in sivka, kjer se razbohoti ruj v mavričnih odtenkih od rumene do rdeče, kjer gladino morja obletavajo galebi in se v sončnem zahodu bleščijo jadra. Če se ozrem na stene, kjer visijo njena velika platna, nekatera naslikana prav za ta prostor, začutim utrip Istre. Njenih ljudi, morja in valovitih gričev. Začutim njene barve, barve in zapis roke. Vsaka njena poteza izraža njo samo in vsaka izmed njih vsebuje nekaj tistih značilnih elementov, ki definirajo modernistično sliko. Istrska pokrajina je navdih, ki jo zaobjame širok nabor občutenj, čustev in asociacij, vendar slikarka išče bistvo. Išče samo sebe, svoje vrednote, svojo bit. Išče način, kako izraziti videno in podoživeto, lepoto, ki jo nosi v sebi, pokrajino, ki jo zaznajo njene plemenite oči, njen svet. Globoko izpoveden in čuteč, viden in doživet v sijajnem prepletu barv, ujetih v subtilno kopreno svetlobe in osvetlitve, ki je zgolj trenutek v zapleteni strukturi, ki jo slikarka ujame na slikovno podlago. Njena barvna paleta je bogata in išče med kombinacijami hladnih in toplih tonov, tudi hladno-hladnih in samo toplih, ki spodbudijo svetlobne in barvne efekte v kompozicijah. Te poudarijo njen estetski naboj, a hkrati tudi njeno sporočilno moč. Mira Ličen Krmpotič, slikarka, umetnica, restavratorka in konzervatorka, oblikovalka, organizatorka. Istra s pogledom v svet, a s srcem doma. Zato tokratna razstava z naslovom Moja Istra. Z deli, ki žarčijo kot simfonija s širokim spektrom barvitega doživetja, mestoma že dramatično občutenega, kontemplativno poglobljenega, še raje, že lirično podoživetega. Barva in intuitivno vodena ustvarjalna poteza sta slikarkina atributa, izoblikovana v dolgem procesu rasti, zorenja, pridobivanja znanja in izkušenj. Vse od začetkov v izrazitem ekspresionizmu in kasneje aluzivnih del, do gestualnega slikarstva in približevanja figurativnemu izhodišču. Slikarka Mira Ličen Krmpotič že več desetletij tvorno in prodorno sooblikuje slovenski prostor, toda ne samo slikarstvom, kjer prepoznamo sledi tradicij krajinarstva in sodobnega sakralnega slikarstva, temveč tudi z grafiko, akvarelom, tempero s pozlato na leseni podlagi, pa tudi, kar je redkost, s prištudiranimi tehnikami stenskega slikarstva od vitraža,
mozaika do tehnike Alseco, poslikav tekstili in tudi keramike ter stekla. V vseh teh tehnikah vsebinsko, oblikovno in izrazno sledi tisti svoji notranji naravnanosti, ki bi jo lahko opredelili kot ljubezen do ljudi, okolja in življenja. Njen intimni svet, tako prepojen s svojim okoljem, Istro in predvsem Piranom, se v ustvarjalnem procesu povsem razpre in prepoznamo moč njenega duha, njene izpovedi, njenega umetniškega kreda. Uživajte v teh njenih platnih. Hvala lepa za tako lepo predstavitev. Mogoče moj prispevek je Nelida povedala v tistem zadnjem stavku, ker mislim, da je tisto moje iskanje v vseh teh letih bilo v bistvu ena pretveza preko pokrajine ali česa drugega, povedati moji okolici tisto, kar čutim, kaj je v življenju najbolj pomembno in kaj ostane, in to je ljubezen. Tako, hvala. Hvala lepa. Ta razstava oziroma ta dela bodo krasila to dvorano ves čas simpozija slovenskih glasbenih dni, kakor tudi kasneje do otvoritve razstave likovne kolonije 66. Ljubljana festivala. Hvala za vaš obisk in dobrodošli na vseh prireditvah, seveda tako slovenskih glasbenih dnevov, kakor tudi vseh ostalih. Zdaj vam pa želim na zdravje in dober tek. Smo pa seveda vsem novinarjem še na voljo za dodatna pojasnila ali snemanje in karkoli boste pač želeli. Izvolite. Nismo presegli 1 ure. Hvala lepa. Produktivno se. Hvala lepa.